pozdravljeni spet nazaj v naši oddaji, tokrat je z menoj Ela. Ela, živjo. Živjo! Lahko smo si pogledali tvoj videospot za pesem Kiara, ki pa si ga pri nas predstavila nekje pol leta nazaj, torej lepo te spet videti. Ja, in tebe tudi. Ja, ful lepo se je vedno nazaj vračati v vašo oddajo, sploh z novo pesmijo. Me pa veseli, da ste lepo predvajali tudi mojo prejšnjo pesem iz lanskega leta. Tako, ustvarjanje se nadaljuje in pripravila si nam nov komad in pa tudi videospot, za katerega pa si tudi sama napisala besedilo, če se ne motim. Ja, v bistvu besedilo pa vokalno linijo sem napisala sama, aranžma je pa tokrat prvič v bistvu na moji glasbeni poti, da ga nisem soustvarjala sama, ampak je popolnoma delo mojega producenta Nina Ošlak. Tako da, ja, sem soavtorica tudi te pesmi. Super, me veseli, kajti takrat se spomnim, da si povedala, da dosti besedil oziroma vsa besedila pišeš sama in pa dosti besedil pišeš, imaš jih tudi kar nekaj na zalogi, če se prav spomnim. Kaj to pomeni? Lahko pričakujemo kak nov komad tudi od tebe v kratkem? Ja, v bistvu v tej karanteni, ko smo vsi bili zaprti in še kar očitno vztrajno smo, nastaja kar nekaj novih pesmi, različnih tematik. Tako da, ja, res pišem besedila sama, nekako prisegam na to, da je to neko moje ustvarjene avtobiografsko delo. Tako da za poletje oziroma konec poletja že napovedujem izdajo nove pesmi, ker ta karantena mi kar daje zagon, tako da vsaj nekaj. Sem pa videla, imaš spet rokavičke, mislim, da so to postale že prav tvoj zaščitni znak. Koliko parov takšnih različnih rokavičk pa premore tvoja omara? Ja, res je, rokavičke so res postale tele brezprstne, moj zaščitni znak. Mislim, da jih imam sedaj kar enih 30 parov že. Odkar sem odkrila, da to obstaja v različnih modelah in barvah, sem si kar nabavila. Nekako so mi zelo všeč en tak modni dodatek, ki mi pokaže tisto rock dušo, ki je pa vseeno v meni. Super, da imaš nekako tako razvit stil, po katerem te lahko tudi prepoznamo. Kaj pa drugače? Kako si, zdaj, če se malo k stilu vrnemo, kaj je ta tvoj skriti stil? Si taka punčka, kot smo bile mi male, pa smo nosile oblekce, ali imaš kaj drugega ogledanega? Kaj pa je tisto tvoje najljubše oblačilo, razen rokavičk, ki ga pa rada nadeneš? V bistvu ne, kot punca se nisem ravno zelo rada v oblekce pa kitke, pa to nikoli nisem bila takšen tip punce. Vedno sem bila bolj športen, sem tudi smučala, trenirala sem smučanje in košarko, tako da kakšne kavbojke, pa to je bil vedno moj stil. Zdaj pa moj najljubši kos oblačila, poleg rokavičk, so pa sigurno blazerji, ki jih imam zelo rada. Večinoma časa tudi sem v njih oblečena in me tudi sedaj zelo težko ujamete v kakšnih kavbojkah ali pa v puloverju. Tako da bi rekla kar blazer pa te rokavičke. Super, lepo, da imaš tako razvit stil in pa da to tudi nosiš v tvojih videospotih in si potem prepoznavna. Imaš pa tudi za svoj stil glasbe, po katerem te lahko prepoznamo, in takšen je tudi naslednji komad. Vrnem se, ki si ga prej omenila, da si ga naredila skupaj, tokrat z Ninom Ošlakom. Jezik se mi zapleta, nič za to, komad si bomo lahko pogledali po najinem pogovoru in pa seveda ta videospot. Kako pa je bilo nastajanje le tega in pa kakšni so občutki sedaj, ko je to par dni nazaj, odkar je izšel dejansko komad? Ja, v bistvu občutki so malce drugačni kot prej, ker je ta pesem še bolj moderna kot vse moje pesmi do sedaj. V letu 2020 sem namreč nakazala, da se res fokusiram na to modernost in želim ta stil glasbe, ki ga izvajam, peljati naprej. Samo ustvarjanje te skladbe pa je bilo tokrat popolnoma drugače kot vse moje pesmi do sedaj, do te pesmi. Ponovadi sem vedno sama napisala komad, ta prvi aranžma, ki sem ga dala potem izpiliti producentu. Tokrat pa me je v bistvu najprej kontaktiral Nino, ki je zdaj v teh letih postal tudi zelo dober moj prijatelj. Mi je poslal ta aranžma, rekel je, da se mu zdi, da je to stil pesmi, da je to pesem, ki bi mi pasala. In takoj, ko sem poslušala to pesem, sem vedela, da to je Ela Roš. Sem se zaklenila v moj studio doma, posnela, mislim, da v prvem dnevu ali dveh, celotno vokalno linijo. Besedilo je tudi kar steklo, ker sem pesem res začutila. Tako da je bil ta proces nastajanja zelo hiter, edino malce težav je bilo s snemanjem videospota zaradi vseh teh ukrepov, ki so pač bili v tistem času, ko smo pripravljali videospot. Super, komaj čakam, da si skupaj pogledamo ta videospot. Verjamem, da ga mnogi izmed naših gledalcev že pozna.
kajti vrti se na YouTube kanalu in pa seveda na tvojem Facebook profilu si ga lahko ogledajo in pa poiščejo, če želijo. Lahko te spremljajo, imaš še kakšno družbeno omrežje, kjer te mogoče Ja, najdejo? v bistvu najbolj aktivna sem na Instagramu, nekako Facebook sem malo dala na stran. Se mi zdi, da so ljudje večinoma na Instagramu ali TikToku danes, pa čeprav je Facebook še vedno zelo popularen. Tako da kakšne priredbe pesmi objavljam predvsem na Instagramu, tako da vsi vabljeni, da se tudi mi sledite na Instagramu, tako da tam sem najbolj aktivna in z veseljem tudi delim, kaj počnem v svojem življenju preko socialnih omrežij. Kako te najdejo? Imaš kar Ela Roš? Ela Roš Music v bistvu. Ampak če ne vtipkate Ela Roš, me tudi najde. Omenila si TikTok, si tudi tam kaj dejavna? V bistvu še ugotavljam, kakšen je ta proces, ker so vsi zelo navdušeni nad TikTokom, vsi omenjajo ta TikTok. Prijavljena sem, nisem pa še osvojila, kako to deluje, ampak nekoč, ko bom imela malo več časa, mislim, da bi znalo, da se tudi tam kakšen posnetek pojavi. Super, mi te bomo sigurno zasnajpali, če bo slučajno tudi tam, ampak mislim, da nam boš izdala to preko Instagrama, zato pozivam naše gledalce, da te spremljajo in pa seveda čakamo na kakšne nove projekte. Sem pa vesela, da ti tako gre, no. Mislim, pol leta nazaj sva govorila v enem videospotu, sedaj že v naslednjem. Rekla si, čez pol leta nekje spet naslednji, tako da nekako imaš ta tempo in pa res super, no. To se pomeni, da se kar naprej neke stvari odvijajo in pa dogajajo. Ja, tako je. Res sem vesela, da imam to možnost, da lahko svoje dela predstavljam z vami, da lahko ustvarjam in da niso te pesmi ostale nekje v mojem predalu. In hvala za vsem, ki me spremljate in jaz obljubim, da se bom trudila še naprej. Super, smo veseli. Nas pa zanima, kakšne imaš še kakšne cilje za prihodnje? Recimo, če odmislimo, da so sedaj ukrepi in pa da se vse tole lepo sprosti, da se koncertna sezona nekako odpira, če bi se, seveda upamo, kakšni so tvoji cilji za prihodnjo tvojo glasbeno kariero? Ja, v bistvu si res želim, da se tale korona zadeve vse skupaj čim prej zaključijo. Sicer si upam trditi, da ne bo to takoj nazaj, tako kot je bilo prej, ampak sigurno si želim še kakšen nastop, ki ne bo samo virtualen, ampak da se vrnem na tiste stare tire, ko sem res imela vsak teden nastop. Ravno sem dobro noter padla in se je ta korona pojavila. Tako da nekako moj cilj je ustvarjati neko glasbo, s katero pošiljam neka sporočila med ljudi in da bom imela priložnost kje nastopiti, podeliti svoje dela in se podružiti seveda z ljudmi. Tudi mi se tega veselimo, smo pa veseli, da glasbeniki ustvarjate, da lahko naša oddaja živi in pa lahko še vedno vas poslušamo in pa vedno kaj novega izvemo in pa pogledamo nove videospote. Tako da ti želim tudi v nadaljnjem s takim elanom in pa s takim tempom, da boš nadaljevala, da bomo lahko kaj večkrat se tudi midve slišale. Se že veselim, hvala. Tudi jaz, sedaj pa je čas, da si pogledamo videospot od tebe, katerega si nam zaupala. Vrnem se naslov, o čem pa točno govori? Kam se boš vračala? V bistvu to je catch tele pesmice, ker ne povem, ali se vračam ali ne. Dejansko ta pesem vsebuje nekaj metafor, za katere pa želim, da si poslušalci aktualizirajo po svoje. Je pa dejansko pesem, ki govori o odločitvah, ki smo jih sprejeli v preteklosti, vendar takrat ne izdam, kakšne so bile te odločitve in ali so bile razčiščene ali ne. Torej, tako kot tudi v videospotu, ki ga boste videli, boste ugotovili, da praktično ne povem, ali se vračam ali odhajam. Torej, prepuščaš domišljiji prosto pot in pa tako vas tudi jaz pozivam. Poglejmo se tale videospot, vrnem se in pa poskusite ugotoviti, ali se bo res vrnila ali je takšen le naslov. Ela, hvala ti lepa, upam, da naslednjič ne boš takole zavajala, da ne vemo, kakšni so konci. Ampak mislim, da je lepo. Bom se potrudila, da bo bolj lahkotno. Potem pa si le pogledamo tvoj videospot in pa kot je prej že omenila, pogledajte si tudi Instagram profil, mogoče pa jo kdaj prime, pa jo vidimo tudi na TikToku. Tako da želim ti res prijeten večer. Hvala, da si bila z menoj in pa da si predstavila nam svoj nov komad in pa seveda upam, da se čez pol leta vidimo, ampak takrat pa mogoče pa je res v studiu. Jo, upam tudi jaz. Hvala za povabilo. Hvala, sedaj pa si pogledamo, vrnem se ali pa ne, od Ele Roš in pa se vidimo čez nekaj minutk.